Skozi njih nas bodo danes vodile deklice. 7 klasičnih pravljic, zapisanih v sodobnem času in na povsem drugačen način. Predvsem mislim na konce, ki te vedno znova presenetijo. Sofija Živjo. Bereva 7 sodobnih pravljic, ki izvirajo iz klasičnih pravljic. Kakšna je razlika oziroma podobnost med temi pravljicami in tistimi, ki smo jih brali v otroštvu? Največja razlika je v tem, da so punce oziroma deklice v klasičnih pravljicah plahe in je poudarek na izgledu. V teh pravljicah pa ima avtorica da moč in pogum. Tako kot sva midve pogumni, nastopava na televiziji, uživava v tem. A te junakinje čakajo na prince na belem konju? V bistvu ga čakajo, ampak če ne pride, najdejo same rešitev in grejo same v svet. Kot na primer v zgodbi o žabjem princu je vsak dan poljubila žabca, ker sta mislila, da se bo spremenil v princa, ampak se ni. Zato ga je sprejela takšnega, kot je. V bistvu je sama našla rešitev. Kako pa ti rešuješ težave, ki pridejo v življenju, ali pa izzive, ki se ti ponudijo vsak dan? V bistvu probam ohraniti mirno kri in najti najboljšo rešitev in o njej premisliti in potem narediti to. In iz tega potegniti, kar se največ da, ne? Ja. Ja, in tu je že vprašanje, dobro poslušajte. Kaj je osrednje sporočilo sodobne različice žabjega princa? A. Žaba ostane žaba. B. Pravi junak se vedno skriva v preobleki. C. Poljub vedno razkrije resnico. Ali D. Prava ljubezen se pokaže v sprejemanju. Hitro ste odgovorili in dobili smo dvakrat odgovor D. Ja, princesa s poljubom ne spremeni žabjega princa, vendar njena ljubezen presega zunanji videz. Ni je treba spreminjati, temveč le sprejeti. Pravilen odgovor je res D. 5 točk za obe ekipi!